prisrčno dobrodošli na današnjem dogodku, katerega organizator je Kolpingova družina Cerklje ob Krki. Seveda na pobudo organizacije Socialna akademija iz Ljubljane, ki vrsto let zapored že organizira socialni teden. Namen tega projekta pa je spodbuditi širšo javnost, ne samo strokovno, tudi laično, k razpravi o različnih družbeno aktualnih temah. Delo je gotovo ena taka zelo aktualna tema, ki se tiče, mislim, da kar vseh nas, ki smo tukaj. Tako da smo veseli, da je letos izbrana. Jaz sem prav vesela, ker redko kdaj ima naša Kolpingova družina tako polno dvorano kot danes, tako da prisrčno dobrodošli. Jaz nadelam teh zaslug sem nam, ampak gotovo našem predavatelju. Prav lepo pozdravljam med nami Ivana Kuharja, odvetnika iz Ljubljane, kaj vse počne in kdo se je bo gotovo sam povedal. Dobrodošel. Med nami pozdravlja še enega eminentnega gosta, to je pa gospod Janko Korošec, koordinator Socialne akademije, ki se z Ljubljane pripeljal danes. Bom dala kar predavatelju besedo, torej da vam veliko zapoveda. Dobrodošel še enkrat, hvala. Najlepša hvala, Irena, za povabilo. Najprej, da ne bote, da vas ne bo predolgo firmat, sem mučil, kaj se je to z mano zgodilo. To je dokaz, da šport ni vedno najbolj zdrava aktivnost. Pa na koncu sem ugotovil, da je asfalt bolj trpežen od mene. Letos je zbrana zelo zanimiva tema glede dela. Delo je dejansko vrojeno samo bistvo človeka. Že človek se po svojem bistvu v zadnjih nekaj 10.000 let skoraj nič ni spremenil. Ne glede na to, da smo zdaj lepo oblečeni v lepe obleke, se v lepimi avti vozimo, imamo kravate, smo fini, uglajeni, kulturni, načitani, izobraženi. Še vedno smo kar precej podobni svojim prednikom, 10, 20, 30 ali pa 50 tisoč let. Še posebej pri tistih bazičnih naših vzgibih, naših bazičnih vzorcih, po katerih delujemo in živimo. Zato bom na začetku šel malo v to našo človeško prazgodovino, a še malo pred njo. Ker včasih, če o delu govorim z današnje perspektive, se kdo čuti prizadetega ali pa je politično nekorektno kakšne primerjave daje. Če pa dejansko z neke daljše distance gledamo na to, pa bolj zrelo, bolj trezno presojamo stvari. Na internetu je ena taka zanimiva predstavitev bila narejena, tudi taka, ki je zelo veliko diskusij raziskava vzbudila. Imeli so dve opici. Eno, drugo, identični. In so jih naučili, da če ji daš rezino kumare, ti bo ona dala iz svoje kletke en lep kamen. Oziroma, ko je ti ona da en lep kamen, in ti za nagrado daš kumaro. Se pravi, delo, plačilo za delo. Kumara je v redu, zelenjava, ampak ni pa ravno slastna, vse sami veste, bi lahko z velikim užitkom kilo kumar pojedli ali kilo grozdja. Prej bi kilo grozdja, človeku bolj grozdje tekne, tudi opicam bolj grozdje tekne, se pravi, grozdje je podobno kot zlatniki nasproti bakrenim novcem. In potem so ti dve opici lepo naučili, ti meni daš kamen, jaz tebi dam rezino kumarice. Potem so pa tudi jim dajali, to so pač nekaj časa delali, potem so pa nekaj časa jim dajali tudi grozdje. Seveda so bile dosti bolj navdušene nad grozdjem, ko so dobili za en kamen eno jagodo, grozdno sladko jagodo. Potem so pa začeli in so jim lepo dajali, ti meni kamen, jaz tebi rezino kumare, ti meni kamen, jaz tebi rezino kumare in ena druga, so druga opica gledali, ti dve opici sta bile poleg druge v kletki. Potem je pa tista njihova pasnica eni dala grozdno jagodo za kamen, ki ga je dobila. Je druga debelo gledala, kaj je zdaj to? Kaj bo zdaj ona dobila za svoje delo? Je z veseljem dala raziskovalki
ta leva opica je dala kamen, pričakujoč, da bo dobila kaj? Jagodo, da bo dobila, seveda. Ampak ne, raziskovalka je dala kumaro. To je tista bazično, boste videli, tista bazično, kar je vrojeno, tudi primate, vse primate, od opic do nas, pa kakokoli se strinjali, pa ne, ampak je nekaj, da se je vrojeno. Če bi lahko bi prosil zdaj, če lahko zavrtite ta film, da boste videli reakcijo, kakšna reakcija se zgodi, če nekdo ni pošteno plačan za svoje delo. Tukaj imate eno opico, lepo kamen pridno da, dobi košče kumare. Kamen mi daj, hvala lepa, daj mi kamen, tako, hvala lepa, in ji da grozno jagodo. Tista gleda. Gre z veseljem kamen tak, pričakuje grozno jagodo, dobi kumaro. Reakcija. Če jasno podajte to z gestikulacijo, kaj se dogaja? Tisti da za kamen zopet čelo jagodo, da zopet, sicer ne je voljna, ampak zopet bo, dala, verjame, zaupa v poštenost, bazično poštenost. Nima poštenosti. Zopet tisti da jagodo. No, vse redo zdaj. Lahko ponovim, če hočete, če se niste zapomnili. Dajmo še enkrat ponovimo, da si boste zapomnili ta bazični rok. Tukaj, se nazaj vrnite. Skazali sem, da še tukaj nekje je. Takole, tukaj. Super. Hvala. Jeste pa to je že mobbing. Zakaj? Ja. Pa so primati, ki dejansko so zelo preprosta primerjava s človekom. Tudi tistim, ki ni pretirano brihtem, še vedno so zelo preprosta. Ravnamo pa pri temeljnih principih na zelo podoben način. Poglejte si jih še enkrat. Daj mi jagodo. Grozno jagodo hoče. Ja, ona dala kamenček, zopet dobila grozno jagodo. Daj mi še kamenček, daj mi kamen lepo, daj mi ga. Daj. Tako, super. Kaj pričakuje? Pošteno plačilo. Hvala lepa. Vse okoli tega je bilo tudi veliko potem debat, a imajo primati živali za moralnost, za pravičnost, pa tudi malo bistveno. Bistveno je, da dejansko neki principi so ugotovljeni. Dejansko narava ne trpi nepoštene neenakosti, neenake obravnave. In ljudje smo ljudje in smo dosegli to, kar smo dosegli, ravno zaradi tega, ker smo bili sposobni med seboj sodelovati in sodelovati, se pravi skupaj delovati, to je delati. In zaradi tega smo tudi razvili določene vzorce in določen odnos do dela. Ker če ne bi imeli ljudje ta pravih, oziroma če nimamo, oziroma ko v zgodovini nimamo zdravih vzorcev odnosa do dela, se prej ali slej v naših skupnostih zalomi. Že stari cerkveni očetje so dejansko rekli, da ista lastnost, ista dejavnost je za nekoga lahko dišava ali mana, v glavnem neke vrste blagoslov, za nekoga drugega je pa to gnoj ali pa prekletstvo. Podobno je tudi z delom. Tudi ljudje dejansko zelo različno percipiramo delo. Ta različna percepcija je zaradi tega, ker smo po naravi ljudje drugačni, že rodimo se drugačni. Vsi tisti, ki imate otroke, veste, da otrok ni enak otroku. In so delali raziskavo, se lahko kasnite, so delali raziskavo med kakimi zelo preprostimi vedenskimi vzorci majhnih otrok ali pa dojen, majhnih otrok in njihovim poznejšim uspehom pri šolanju in življenju je podana relativno velika statistična povezanost, se pravi korelacija.
In so ugotovili recimo en zelo preprost test. Tisti otrok, recimo to so delali s čokoladicami, bomboni, kaj je pri srcu človeku. Tisti otrok, ki je bil tam pri 3-4 letih, se sposoben odreči takojšnji zadovoljitvi svojih potreb. Se pravi, če si mu rekel, ok, tukaj imaš čokolado, ampak če ne boš pojedel do večera, boš zvečer dobil 2 čokolade. Tisti otrok, ki je bil sposoben dejansko čokolado pustiti pri miru in čakati do večera, je imel neprimerno više možnosti, da je dosegel odlično izobrazbo in tudi potem v življenju bil uspešen, tudi pa tisti, ki je takoj posebej po čokoladi. Kljub temu, da si mu rekel, če boš počakal z njo do večera, boš dobil za nagrado še eno zraven. To je dejansko genetsko pogojeno, to ni toliko vedensko, je bolj genetsko pogojeno. Eni ljudje so bolj vztrajni, tudi eni doječki, eni otroci so dosti bolj vztrajni. Drugi so bolj trpežni, bolj prizadevni, eni so se sposobni dosti bolj skoncentrirati kot drugi. Tako da ljudje glede tega smo različni, za tega imamo že po naravi zelo različen odnos do dela. Potem pa pride vzgoja. Vzgoja je pa potem nadgradnja tega. Vzgoja lahko te lastnosti spodbuja ali jih pa zatira. In zakaj potem en človek pri 20, 30, 40 delo dojema, objektivno delo dojema, bom rekel, kot breme, kot muko, kot prekletstvo, za drugega pa dejansko je veselje, se vidi v tem, dejansko uživa v tem, kaj je ta bistvena razlika. Razlika je v tem, da so spravi geni plus vzgoja, ki so več ali manj, geni so konstantni skozi zgodovino, se niso kaj bistveno razlikovali na nekem območju, vzgoja je pa lahko takšna ali pa drugačna, to je še največja korelacija. Ključno pa je, kakšen odnos ima okolica do enih ali pa do drugih, se pravi do odnosa do dela. In tudi v svetu, recimo, ene stvari nas učijo kot samoumevne, recimo, tudi v Sloveniji eno od teh problemov smo prepojeni s tako nekritično enakostjo. Pa vas bom zdaj vprašal, a mislite, da je pamet, inteligenca, ta bazična, če odštejemo faktor šolanja, izobraževanja, po celem svetu enako posejana? Ne vidim, kdo misli, da je približno enako posejana po celem svetu, če bi imeli po celem svetu približno enake vrtce pa šole, pa enako skrbne starše, a bi tudi, bom rekel, drugod po svetu bilo približno enako potem inteligentnih otrok ali pa odraslih ljudi, kot bi ti odrasli. Da vidimo, kdo misli, da bi bilo tako. Kdo pa misli, da dejansko tudi temu, da bi neko okolje imel skrbne starše, zelo kakovostne vrtce, šole, pa dejansko še vedno bi bile zelo velike razlike med različnimi deželami ali pa pokrajinami. Ja, tisti, da drugi imate prav. Poglejte raziskave IQ PISA. Dejansko v svetu so zelo velike razlike, tudi v stopnji nivoju IQ indeksa, se pravi inteligenčnega indeksa. Ravno zaradi tega, ker dejansko ena okolja so vedno znova ene lastnosti spodbujala, pa ni bila samo ena generacija, ampak generacija na generacijo. Druga okolja so pa zelo lahkotno vzela. Vam bom dal zdaj za primerjavo, kako se to je skozi generacije naredilo in kaj to dolgoročno pomeni. Vzemite si 20 000 let nazaj, ko je bilo tukaj malo bolj mrzlo, kot je zdaj mrzlo, pa so živeli naši predniki, eni so živeli gor na Gorjancih, 15 komadov jih je bilo, ena taka malo večja razširjena družina, drugi so pa na Bizelskem živeli. Pač so se prehranjevali s tem, da so kakšno žival fentali, ali pa najmanj eno srno so morali na teden upleniti, če je hotela njihova ta razširjena družina ali pleme preživeti. In so imeli tudi delo med seboj razdeljeno. Ženske so skrbele za ogenj, za kuhanje, za otroke, moški so šli pa v lov, so pač šli loviti in so tako dolgo hodili, dokler ni srna ali pa srnjak pomagal, ker človek je neverjetno zdržljivo bitje za hojo. Ga ni drugega, redko katera druga
drugo bitje je pri zasledovanju pri hoji toliko zdržljivo kot človek. Ni pa to prijetno, da moreš bos hoditi po tistem grmičevju med divjimi živalmi, polnci strahov, lačenci, prehlajenci, ti pa moraš laziti od jutra do večera, da boš v plenu recimo enega jelena ali pa eno srno. In to zagotovo ni vsem po volji, da dejansko moraš trpeti dobesedno, ko zasleduješ tisto žival. In v enem in drugem primeru imamo približno iste. In v tistem primeru na Gorjancih se eden spomne, da se pa ne počuti dobro, da bo pa on danes pomagal doma paziti malo na ogenj, pa malo skrbeti za njihovo ognjišče tam okoli. Pa okej. Tolerirajo in pač tistih ostalih 5 moških pa fantov grejo na okoli v lov in od jutra do večera hodijo, lazijo, so vsi mokri, izmučeni, pridejo domov, prinesejo eno srno in to srno je potem treba razdeliti, jo je treba pojesti. In seveda tisti, ki je bil cel dan doma, pravi, jaz sem tudi lačen, pač en lep kos porosim. To je prva varianta, isto se je zgodilo na tistem v Bizelskem. Zdaj pa pride ta faktor družbenega okolja. Tam na Gorjancih permisivno spremejo, ok, pač ti si tudi revež Bogi, vse si bil prijeten, boš dobil enak kos kot mi, da ne boš plačen. Tisti na Bizelskem pa reče, tisti 4 rečejo, ne, dobil boš neke drogovine za jesti. In to se potem nadaljuje. Kaj mislite, kaj se dejansko s eno in drugo skupino zgodi v obdobju nekaj let? Kaj se zgodi s tisto na Bizelskem? Napreduje se. Ja, pa razslojevanje. Ja, tam se zgodi, da niti ni nujno, da je razslojevanje, ampak zgodi se to, da prej ali slej tistemu je drobovino jest, tista črevesa jest, se mu prej ne more loviti skupaj s tistimi odraslimi, ali pa umre od lakote. In a je za tistega, mislite, veselje, ko mora delati? To je zmega napor, prekletstvo. Ampak skupnost živi. Skupnost dobi vsak teden eno veliko žival, ujamejo in dejansko vsi živijo. Tudi tisti, ki je zelo nezadovoljen, dobi pošteno hrano in lahko preživi on in njegovi otroci in njegova žena. Vsi lahko preživijo. Tisti na Gorjancih so pa v tem času verjetno že izumrli, ker se je zgodilo to, da dejansko potem tistemu enemu se je še eden pridružil, ki je hotel doma ostajati, ker se mu je neumno zdelo, da bo okoli hodil. Potem je pa še eden doma ostal, pa so lepo obcali vsi skupaj ob ognjišču cel dan, dva sta pa naokoli morala hoditi. In ker dva nista ujela oziroma mogla zasledovati srne, sta rekla, čuj, žena moja, pridiš, boš še ti šla z nami, veš, če bomo 4 jo bomo ujeli, če bomo bila pa sem 2 je ne bomo ujeli. In sta moški in ženska dejansko zasledovala mož in žena to žival, da so lahko prinesli domov jesti. Ampak ko so videli, da se to dolgo časa dogaja, so na neki točki spokali svoje in se preselili na Bizeljsko. To je pa da na današnji čas prezrcali, zdaj pa malo da preskočil, ampak modeli so zelo podobni. Rekel, to, ko sem rekel, izpred 20 000 let, vzorci obnašanja človeški so neverjetno podobni, pravniki smo imeli rimsko pravo in tam vidiš, da v bistvu se ni nič človeški naravi spremenilo, ampak veste, čisto nič se ni spremenilo zadnjih 2000 let, ker tam je zapisano, iz 20 000 let nazaj ni zapisano, ampak smo si ljudje zelo podobni. V današnjem času je največjih problemov, to je recimo tukaj pogledam, tudi vidim nekaj relativno malih, ampak glavnem smo starejši tukaj, ali pa ste starejši. Vsi jamrajo, se pritožujejo nad demografijo. Veste, kaj je eden največjih problemov, pa tudi v zgodovini se to pojavljalo, v katerih družbah rodnost strmo upade. Oziroma, ali bom drugače vprašal, zakaj je propadlo Rimsko cesarstvo?
nekaj, ker niso osvajali več novih dežel, pa niso imeli novih sužnjev. Ampak bi človek rekel, so imeli sužnje, to so se kozajci razmnoževali. To je dobro standard. Ne. Ja, pri tistih elitah, pri tistih na vrhu je bil predober standard, se strinjam, ampak od spodje, ta spodje so pa živeli ubogo, mislim, za današnje razmere zelo ubogo živeli. Problem je bil to, da dejansko sužnji niso sposobni imeti, ali pa družbe, kjer ljudje živijo kot sužnji, niso sposobne imeti enostavne reprodukcije. Se pravi, da bi se toliko jih rodilo, da bi približno število enako skozi zgodovino. In tudi recimo v Rimu, tam v prvih stoletjih po Kristusu, dejansko so lastniki sužnjev zelo lepo delali s sužnji. Dejansko v nekem obdobju, ko so videli, so dejansko zelo, se je dostkrat godilo slabše svobodnim kmetom, kot pa tistim, ki so imeli status sužnja. Ker v bistvu je bilo neko premoženje suženj, ker še posebej, ker je bilo pomanjkanje sužnjev. Ampak sužnji kljub temu niso imeli otrok. Niso imeli veselja, da se bi razmnoževali. A mislite, da tista dva para gor na Gorjancih bi imela veselje, prvič pride pa zmučena po celem dnevu, oba domov, potem jim večino hrane pojesta, že za, bom rekel, že za spolno občevanje verjetno zvečer pa po noči nista imela veselje. Kaj šele, da bi imela veselje, da bo pa imela kupico otrok, ki bojo enako bedno živeli, kot oni živijo. To je prva stvar. Druga stvar je, vedno se demografija pojavi, ko družba polno zaposli in moškega in žensko. To je tudi, recimo, en od ključnih problemov. Današnja družba, bom rekel, slovenska družba, ali pa tudi večina, da ne boste misliti, da je v Evropi kaj drugače bistveno. Tudi v drugih zahodnoevropskih, srednjeevropskih, severnoevropskih državah. Če nista mož in žena v službi, pa recimo imata dva otroka, bedno živita. Tudi če ima mož relativno solidno plačo, pa rekel, tudi visoko izobrazbo, ampak živita bedno. Razen če sta podedovala 10 stanovanj od svojih staršev ali pa starih staršev, pa živijo od kapitala. Ampak sodoben svet je tako koncipiran, da 90% evropske populacije, na Evropi, ni nekega normalnega, spodobnega življenja si sposobno ustvariti, brez tega, da bi bila dva človeka, se pravi mož in žena, hkrati zaposlena. To v bistvu ni normalno stanje, ker potem ti pa izgorevata, izčrpavata in ti pač družina gre tam, kot gre. Imamo pa potem drugo skrajnost, imaš pa vedno določen bazen ljudi, ki so brezposelni, ki enostavno nimajo zaposlitve. Ti so sprijaznjeni s tem svojim standardom, ki ga imajo, tudi nimajo več veselja dejansko, da se bi aktivirali. In se potem iz generacije v generacijo prenašajo, ne samo genetsko, ampak tudi po vzorcih se prenaša ta vzorec odnosa do dela. In v Sloveniji in v Evropi smo razcepljeni v dve skupini populacije. Eno relativno zelo velik del populacije, ki ljudje ogromno delajo, dejansko izgorevajo, ali pa rekel, preveč delajo in izgorevajo pri delu, generalno po duši delajo z veseljem, ampak ker je zgubilo delo tisti smisel, ni več umeščeno pravilno v njihovo življenje, dejansko tudi oni dobivajo odpor do dela, tudi breme za njih delo, breme pa prekletstvo postaja. Potem imamo pa drugi del populacije na levi skrajnosti, ki dejansko nimajo interesa, da bi organizirano, konstantno, kontinuirano delali. Pričakujejo dejansko, da bodo z nekimi transferji živeli in tudi dejansko živijo. Se nihče od lakote Slovenije ne umire, tudi v Evropi ljudje ne umirajo od lakote. Generalno pa ta družba nima perspektive. In ta sistem, ki ga imamo trenutno, je tudi odnos do dela. Več kot 20 ali 30 let ni možnosti tega sprašanja. Dejansko se bo moralo nekaj grozno katarzičnega zgoditi v samem temelju družbe, v odnosu do dela. Veliko tudi katoličani govorimo o ljubezni, o solidarnosti. To je prav, da govorimo o tem. Ker v preteklosti je bilo to zanemarjeno, je bilo to zelo
smo bili zelo grob narod. Veste, Slovenci smo bili še 2, 3, 4, 5 generacij nazaj, ne 2, 3, 4, 5, 6 generacij nazaj. Izredno grob pa krut narod. Ne vem, koliko poznate mogoče kakve zgodbe od svojih starih mam, ko ste malo starejši, ali pa še malo nazaj. Dejansko, to, da dejansko je idealiziranje otroštva pa življenja v preteklosti na slovenskih tleh je mnogokrat zelo popačeno pa nepošteno. Življenje je bilo zelo kruto, tudi ljudje so bili kar kruti, Slovenci nismo bili narod z nizko agresivnostjo. In teda je dejansko bilo pomanjkanje tiste bazične človeške ljubezni v družbi pa sočutja do človeka. In je prav, da se v zadnjih letih v cerkvi toliko ta komponenta ljubezni poudarja. Se je pa zadnjih nekaj desetletij zelo pozabila komponenta odgovornosti in dela. In dejansko se tukaj neko zelo nenormalno neravnovesje spostavilo, ki prej zdaj privede do problemov, ker eno staro pravilo je, da ljubezen brez odgovornosti vodi v moralni propad skozi celotno zgodovino in odgovornost brez ljubezni je pa zelo kruta. Zdaj smo šli v tisto drugo skrajnost, ker dejansko odgovornosti ni, oziroma sistem družbeni ne deluje v to smer, da bi pri ljudeh tisto bazično pošteno odgovornost spodbuja pa nagrajeval, bomo rekel. Zdaj smo v taki zgodbi kot tiste dve opice, ko eni daš, ko ti kamenčke nosi, ji daješ kumarice, drugi pa daješ jagode grozne, ampak ko se ti tista ta desna opica tam pritožuje, pa ropota, pa vpije, kaj družba s to opico naredi? Ja, zame elektrošoker pa je malo s tistim elektrošokarjem udari, dokler depresivno ne rata, pa pač se sprijazni, da tisto kumarico botle nekaj vzame pa kožere, tudi čeprav zelo nejevoljna. In to je del tudi naše družbe kot take in je tudi prav, da se o tem tudi jasno govori. Naša družba v odnosu do dela je skrajno nepoštena. Se pravi, če kdo reče, da je v Sloveniji ali pa tudi v Evropi delo vrednota, laže. Je hinavc, dvoličnež ali pa neumen. Tudi lahko je nekdo neumen, če to govori, ker dostikrat tudi neumni ljudje ponavljajo ene te iste mantre. Ampak dejstvo je, na žalost, delo v Sloveniji ni vrednota. Ker če bi bila vrednota, bi bila tudi ustrezno umeščena v družbo. Pa če se kdo z mano ne strinja, veste, kaj je na največjih želj vsakega Slovenca? Največjih hrepenenj. Točno! Točno! To je. Kdo si ne želi v penzijo? Da bi penzijo zdaj dobilo? No, ena gospa. Pa tam vidim, ti si tam zadnje tudi roko drižba, ali ga nekaj slušal, ali si tudi želiš, da bi še v penzijo. A bi bilo fajn, tudi če bi bilo tam 500 evrov penzije na mesec, pa ne bi rabo nič delati, a bi bilo fajn tak živeti. Pa bi lahko delo, kar ti paše, ne bi rabo službo hoditi. Ne. Razumete? Če bi bilo res delo vrednota, bi kar vsi po vrsti roke dvigali zelo iskreno, ampak delo ni vrednota, za nas je vrednota neti, pensija, ali pa subvencije, ali pa socialna pomoč, ali pa da imaš toliko kapitala, da lahko od tega živiš, pa veste, to ni samo pri tisti eliti, ker se elita je vedno obedala sem za svoj elit, skozi celotno zgodovino, pa ne bo leva ali pa desna elita, vsi so dejansko skrbeli samo za to, da so imeli čim večjo moč, pa čim več premoženja, nikdar bi se gledali za to, da bi kaj dosti delali. Problem je, ker je tej eliti to bolj visi, da je čisto vseeno, kar se dogaja, sem da je njim dobro, kar se ne tudi maščevalo vsem tem zahodnim elitam. Ampak v Sloveniji tudi navadni ljudje si želimo penzijo. Vsi si želimo biti v penzijo. Čim prej, pa da bi čim bolj zdravi. Ja, ker če nas bi delo veselilo, ne bi bilo tega. Jaz bi rekli, pa delal bom, dokler bom lahko lazil, bom delal, pa bom hodil v službo. In veste, in to pomeni, da dejansko pridemo do zaključka, da smo toliko spridli to družbo, ampak dobesedno spridli, da je delo tudi normalnemu človeku postalo breme prekletstvo, kar ni prav. Po tej poti dejansko ni razvoja, smo tisto pleme gor na Gorjancih.
se ne more ta zgodba dobro iziti. Se bojo stvari, se vedno v zgodovini so šle v eno smer, pa so se potem nazaj vrnili. Ampak veste, problem je ta prehod. Problem je ta prehod, ta tranzicija, ker zamislite si, kako bo čez, jaz vedno pravim, 20 let je dolga doba in ni dolga doba. Je pa ravno tako dolga doba, da si lahko zamisliš z veliko verjetnostjo, kaj se bo tedaj zgodilo. In to si vsak od vas, ali pa nas tukaj, naj naredi vajo, pa tudi doma naredite to vajo. Kako bom jaz živel čez 20 let? Pa bom jaz povedal, kako bom živel. Bom na sebi na glasno vajo povedal. Čez 20 let bom že kar bolehen, objektivno gledano. Oče mi bo verjetno zagotovo umrl, ker ne bo toliko zdržal. Mati bo bila tudi bolehna, pokojnino bo imela namesto 500 evrov 250 evrov, v realnem denarju govorim, kar pomeni, da jo dejansko bomo morali še preživljati. Tast pa tašča bo tudi bila potrebna, da jo bova ženo preživljala, objektivno gledano. Zelo postarani bodo vsi, verjetno bojo še kakega negovalca ali pa negovalko potrebovali, ali bo moral biti kdo doma, da bo za njih skrbel. V službi se bodo prihodki mene pa žene več kot predpolovili, ali pa mogoče tretjina sedanjih prihodkov bo. Plačevati bo treba šolnino, zdravstvene storitve bo treba tudi na leto dati, recimo za družino v višini nekaj par tisoč evrov. Otroci moji bojo tedaj ravno srednjo šolo končevali, kar pomeni, da bojo morali, se bojo stroški zelo naglo povečali. Družba bo zelo postarana, zelo bo se, bom rekel, tudi konfliktna postala. Nikaka zelo pozitivna projekcija to. In tudi, bom rekel, ljudje nismo sposobni, veste, vaši stari starši so bili sposobni razmišljati, kaj bo čez 20 let. Današnja družba ni sposobna razmišljati, kakšno pa bo moje življenje ali pa življenje moje družine, mojega rodu čez 20, 25, 30 let. Dejansko to je ena od teh evolucijskih pridobitev, ki nam omogoča, da preživimo, če smo sposobni razmišljati vsaj 20 let naprej, ampak dostikrat nismo sposobni niti 3 meseca naprej, ali pa ne želimo razmišljati. Pa še ta mlajše populacije, nažalost, jih še bolj poneumljajo, ki pa sploh želje nimajo potem, da bi razmišljali, kako pa bo nekoč. In tu dejansko je potrebno tudi, kakšno je zdravilo za to. Prvo je, da ozavestimo. Isto, če si kaj bolan, tako od česa odvisen, prvi predpogoj je za to, da ozavestiš, da je nekaj narobe. Najprej na svoj individualni ravni, na ravni družine in na ravni družbe. Potem pa, da dejansko nek realističen program spremeš v svojem življenju, kako želiš imeti odnos do tega. Če se o tem ne govori, ampak če se vedno niste floskule ponavlja, pač gre svoj tok, zadeva dokler gre. Ampak zdaj živimo v bajno ugodnem, veste, imate mogoče občutek, ali malo občutek, da je vse je težko zahtevno, vse je izčrpavanje ljudi, izgorevanje ljudi. Ampak živimo v takem blagostanju, ko nikoli prej niso živeli ljudje, 20 tisoč let ali pa 100 tisoč let, pa tudi v bodoče ne bodo živeli v takem blagostanju. Tudi ta leta, ki jih imamo zdaj, gledajte, energija je skoraj zastonj. Hrana je tako poceni, je nenormalno poceni. A mislite, da je bila liter olja 1 evro? Nikoli v človeški zgodovini, se niso imeli prej evra, ampak so bili ekvivalentni 1 evra. Nikoli v človeški zgodovini niso mogli za 1 evro, recimo, pa tudi če ima minimalno plačo delavec, si ni mogel dejansko se 20 dni dela, spravi kupiti vsak dan po 20 dni. Te stvari bodo se podražile. Tudi meso, veste, 3-4 evre. To ni normalna cena mesa. In tega se ne zavedamo, da prej se bodo te zadeve prišle na neke normalne, vzdržne ravni.
Ljudje bomo pa tudi objektivno postajali vse starejši, kar pomeni, da bomo tudi vse manj delovno sposobni. Pri ta mlajših je pa vprašanje, če bo naslednji rod hotel tudi tako izgorevati, pa imeti v taki dejansko nepravični družbi enako angažma, enako prizadevanje za delo. Zaradi tega je tisto ta staro pravilo bora et labora. Človek naj moli, naj se posveča duhovnemu svetu, intelektualnemu svetu, kulturnemu svetu, to mora. Ljubezni, a tudi delati. Enega in drugega mora biti. Vsakega mora biti polovico, isto kot pri ključnih krivih. Če tega ravnotežja ni, se prej ali slej stvari zalomijo. Zdaj pa nimamo tega ravnotežja. Zdaj smo vam rekel kot družba, ki je nam kolektivno na metadonu. In socialna država je metadon. Veste, imaš zastonj vrtec, skoraj imaš šolo zelo poceni, imaš tudi poceni, potle dejansko, vsi nekako preživijo, veste, od lakote nihče ne umre, hvala Bogu, da ne umre. In tako je prav. Problem pa je, ker dejansko ljudi pošteno sorazmerno nagrajuješ za njihov trud pa delo. In to se prej ali slej se ta model zalomi. V kaj bo to vodilo? To bo vodilo vse večje konflikte, tako se rekel. Isto pa spomnite se tiste druščine gor z Gorjancov. Ja, vse več jih bo hotelo pri ognišču ostajati. Vse bolj bojo tiste priganjali, ki bojo hodili na lov. Tisti, ki so, bom rekel, malo bolj pametni, se potem izseljujejo v skupnosti, kjer je bolj zdravo razmerje pa odnos do tega. Pa ne si misli, da dejansko je kakšna grozna ljubezen pa solidarnost znotraj evropskih narodov. Veste, Nemci, Avstrijci, Švicarji, oni imajo radi, da pridejo k njim izobraženi, motivirani, mladi, zdravi, gastarbajterji. Oni rabijo migrante, take, z tega območja. Da njih ne bo nič motili, da se Slovenci, pa Hrvati, pa Bosanci priseljujemo. Celo egoistično to spodbuje. Veste, na Hrvaški se je v zadnjih 3 letih zgodil dobesedno eksodus, predvsem Slavoniji, delovno aktivne populacije. Cele vasi, cela mesta so se spasala. Podobno je v Bosni, tudi v Srbiji se to dogaja. Kaj da dejansko bo to območje se spraznilo, posledično se bojo pa tudi napetosti pa konflikti povečali, izhajali iz tega, oziroma to se ne bo spremenilo do detaj, dokler se zopet neko zdravo ravnotežje do dela in do ljubezni, do razumevanja, do sočloveka ne vzpostavi. Ker to zdravo ravnovesje omogoča nek napredek. Vse ostalo je tehnika, je tehnologija. Je pa res, da ko je nekdo na metadonu 20 let, ni nič kaj prijazen, komu tegneš metadon, kar pomeni, da pride do te katarce, dejansko pride tudi običajno do zelo hudih družbenih konfliktov. Tista elita, ki ima kapital, se temu ne bo hotela odreči. Tisti, ki bojo tiste drobtinice prejemali, bodo bili tudi vse bolj zadovoljni, tudi ne bodo hoteli se odreči temu, pa tudi to, če nekdo zelo dolgo časa ne dela. Če nekdo do 40. ali 45. leta nima redne, normalne službe vsakodnevne, da tudi pri 45. do 65. do 65. ali pa 70. leta delal. Pa če začne se delati pri 18, 20, 25 letih. Tudi jaz za svoje otroke želim to. Delali bodo, jaz spravim, pri 16 letih bo moral biti otrok sposoben, da bo zase poskrbel, da bo sposoben preživeti. Če mogo jaz kaj pomagal, hvala Bogu, na to ne rabim niti ne smije računati. Preprosto. Če so bi to sposobni desetine pa stotine rodov, ki so te gene do njih prinesli, bodo tudi oni morali biti sposobni česa takega. In tudi ta permisivnost, pa ujškanje naših potomcev, se vidim tudi v svojim sorodstvom, v bistvu je zelo, zelo, zelo kontraproduktivno. Ta odločnost je zelo koristna in na individualni in tudi na skupinski ravni. Pa še eno pravilo vam bi povedal. Oziroma, glede dela je ogromno pregovorov. Če imate internet, kar pogledajte si delo, pa pregovori, boste marsikaj pametnega našli.
Ampak zdaj za ta prvi del bi zaključil s tem enim zelo lepim pregovorom, ki pravi, brezdelje je hudičevo nakovalo vsega hudega. Brezdelje je hudičevo nakovalo vsega hudega. To si zapomnite. Pa naj bodo to vaši otroci, vnuki, naj bodo to zvezdniki v Hollywoodu, kdorkoli, naj bodo tisti na socialni pomoči, kdorkoli, ali pa 1 milijon migrantov. Veste, če bi ti migranti delali, ko smo jih dobili v Evropo, pa bi bili prisiljeni biti vključeni v nek delovni proces, v bistvu naprej si bi ustvarili normalno življenje. Ampak brezdelje vedno je hudičevo nakovalo vsega hudega. Če človek dlje časa ne dela, bodo začele iti neumnosti po glavi. To je to. Bo začel piti, se bo začel skorbat, bom grdo rekel, kockat. To je tudi, za tega razumete tudi, zakaj je tudi zvezdnikov, igralcev, znanih športnikov tako bedno propade, ravno zaradi tega, ker enostavno več ne delajo, imajo toliko premoženja, toliko vsega, da enostavno zgodijo veselje, pač njihovo življenje ni več delo. Človek mora delati, pa delo ni samo to, da službo hodiš. Veste, delo je tudi to, da dejansko skrbiš za otroke, da skrbiš za vnuke, da skrbiš za urejenost svojega okolja, da tudi komu kaj pomagaš v vasi, da za skupnost nekaj narediš dobro. Vse to je delo. Vse jaz občudujem, ki se rekel, na nek način je danes teže živeti kot pa pred 100 leti. Na nekaj način je bistveno lažje, na nek način pa težje. Ti pritiski psihični so večji, kot so bili včasih. Včasih je bilo bolj enostavno življenje. Tudi recimo mlade družine, ko gledam, pa se pogovarjajo. Zakaj nimate še enega otroka? Morali bi imeti 3, 4, 5, 6, 7. Rojevati bi otrok, mladi ljudje morali začeti tam pri 20 letih, to je normalno do začeva, ne pa pri 40, da začnejo rojevati. Ja, to je toliko naporno, se je. Koliko je bilo naporno pred 50 ali pa 70 leti? Ni bilo pravnega stroja. Veste, zdaj imamo papirnate pleničke, papirnate ročke, za kurjavo ne rabimo skrbeti, ker v bistvu se zrihta, da je elektrika, hrana je vedno za otroka na voljo, ritko mu vsakič namažemo, ko ga preoblečemo. Dela je, bom rekel, objektivno gledano danes z otrokom pol manj, kot da bi bilo včasih. Ker imamo dejansko te civilizacijske pridobitve. Se pravi, objektivno gledano, če so prej lahko ženske imele 4, bom rekel, jaz imam za svoje stare mame kao 6 ali pa 8 otrok, tudi danes lahko imele družine, po 3, 4, 5, 6 otrok. Je pa res, da bi morala žena biti doma potem. Ampak da je doma, bi moral biti pa njen mož in ona za svoje delo, ker skrbi za otroke pa za družino nagrajena, mož pa dejansko pri plači. Dejansko, jaz pravim, dokler ne bo se v Evropi zgodil tudi na davčnem področju, tak Marshallov plan, to ne da bojo dali par milijonov evrov, ampak par 100 milijard evrov, v to, da bojo dejansko tisti, ki delajo, ki službe hodijo, da bojo tudi lahko si privoščili večje število otrok, po domače povedati tudi, da bo bila mati do 10. leta doma, pa da bodo čisto normalno živeli, do tedaj tudi z demografijo ne bo kakve spremembe. In pri demografiji se pa vse zalomi. Pa tudi vse se da, vse na neki točki se bodo stvari spremenile, ker to je v človeški naravi, veste, ko si pa res ogrožen, da veš, da boš izumrl, vsaj del populacije začne intuitivno ravnati zelo modro. Mene je tudi to presenetilo. Kaj mislite, koliko ima na Kosovu sedaj poprečna Albanka otrok? Slovenija ima tam, bom na palce rekel, 1,5. Koliko ima na Kosovu Albanka otrok? Drugi, kaj pravite? 8. Da slišim? 8. In veste, se je prvič zgodilo, prej so jih imeli pa po 8-10 otrok, še 20 let nazaj. Dejansko je demografija na Kosovu drastično pri Albancih padla. Drastično je padla in se bo zgodilo, da v roku 5-10 let več ne bodo imeli niti enostavne reprodukcije.
Kljub temu, da so rekli, to so sami mladi ljudi, jaz se dosti jih je šlo v Švico pa v drugod po svetu, ampak trenutno imajo Albanci, Albanke demografijo dobra 2 otroka na ženo. Se je pa pri Srbih nekaj zgodilo na severu, ki so zelo stara, zelo deprivilegirana populacija. Prvič se je zgodilo v zadnjih nekaj desetletjih, da so imeli srbske žene višjo rodnost kot albanske. Prvič po nekaj desetletjih, pa mogoče v zadnjem stoletju. Kaj je k temu pripeljalo? Dobro, ne vem, koliko se je zdaj Romov deklariralo za Srbe, ker imajo potem socialno pomoč, to je lahko tudi nekaj, ampak ni samo to. Zelo veliko je pa to, da dejansko so se prvič občutili ogrožene, da so razumeli, če ne bomo imeli otrok, bomo izumrli. Pika, konc debate. Drugič pa, da imajo neko socialno varnost, ker jim matična Srbija pošilja toliko pomoči, da dejansko vejo, da se jest bojo pa dobili. Tisti Srbi pa nimajo te socialne varnosti, zato imajo pa tam 1,2, 1,3 otroka Srbi v Srbiji. Ko daš ti človeku varnost, ko ga ne izčrpavaš, pa ko on začuti, da bo njegov rod izumrl, se tudi rodnostno začne povečevati. In obratno, ko ga razvadiš, ko je sit vsega, ko ga izčrpaš, bo tudi rodnost začela povečevati. Delo in rodnost sta povezani. Te dve kategoriji sta povezani. Jaz bom zdaj ta prvi del zaključil pa še z drugim pregovorom, da ne bomo tudi v Sloveniji rekli, kasno doče in peva na Kosovo polje. Če bi se to po njih zgodilo, pred 50 leti bi bilo malo drugačno ravnotežje, kot pa je. Zdaj ta drugi del bo pa malo bolj konkreten, pa tudi na vas se bomo obrnil, glede malo pravne ureditve odnosa do dela. Zdaj sem gledal celo na taki profesorski abstraktni ravni, zdaj pa čisto na konkretni ravni delal. Pa za uvod bom povedal, tudi moj poklic je, da moram in zastopam in delavce in delodajalce. Danes smo dvema delavcama dali odpoved. Pa mi je potem en IT-jevec, ki je pač bil zraven, da se mu iz računalnika odklopi tistega, ki je dobil odpoved. Pa sem se s tistim IT-jevcem pogovarjal, rekel, veš kaj, ampak ne razumem, v javnem sektorju skoraj nobenemu. Vse greja, kakemu kdaj pa dajo odpoved, ampak generalno gledano podjetja so prisiljena, da dejansko tisti, ki so manj produktivni, tam, kjer dejansko ni nekega donosa nazaj na delovno mesto, da morajo dati tudi odpoved. In če bom jaz pravil, če te fluktuacije, okoli 2% letno podjetju, prisilne fluktuacije, se pravi, da se zahvališ ljudem, bodi si, ker tisto delovno mesto ga več objektivno ne potrebuješ, ali pa ker delavec kljub vsemu ti ne prinaša tiste dodane vrednosti, ki je potrebno za to. Se tako podjetje izrodi. In veste, danes se vsak delodajalec, ki je malo pameten, ne bo šel na krivdne razloge, ne bo šel na nesposobnost. Ker je take rizike ima, take komplikacije ima, kako to se da. Dosti enostavno je mu, da ukine delovno mesto. Ukine delovno mesto in dejansko tisti delavec je bogi, da bolj bogi ne more biti. Če je delodajalec koliko bolj sposoben to formalno, pravilno pa vsebinsko speljati, pa če res ni evidentno nezakonito, da se lahko delavec pod nosom briše. Je zelo, zelo kruta stvar. Tako da, v bistvu, po en način imajo delavci neko občutek, da imajo zaposlitev, ampak jaz pravim, danes ali ima delavec za nedoločen čas ali za določen čas zaposlitev, je popolnoma vse. Odvisno, ja, razen za banke. Odvisno je samo od korektnosti pa normalnosti delodajalca. In obratno, pri delavcih, jaz pravim, formalna izobrazba sploh ni več nek kriterij. A je dober delavec, ali ni tudi reference, ki je prej delal. Tudi za me, po 20 letih, ko delam ta posel, če ima nekdo delovno knjižico, planinsko knjižico, jo kar hitro zaprem, pa rečem, kaj si mislim o takem kandidatu. Nič kaj dosti ne šteje, ker v bistvu šteje, v končni fazi pridemo zopet na karakter. Če je delavec dober, se bo hitro priučil,
se v roku pol leta bo znal delati vse, kar rabi delati. In obratno, če ima defekt karakterju svojem, lahko ima še takšno izobrazbo, še take reference, lahko govori 5 tujih jezikov, pa čim prej, da boš odgnal s firme, bo srečen boš, če je defekt karakter. In tudi to je, to se tudi začne tam pri malih nogah in vidiš tudi zelo velike razlike. Eni so, bo rekel, ta ekstrem se vse bolj veča pri mladih populacijah. Imaš ene zelo pridne, naredljive, da me kar srce boli, dejansko ko vidiš in mlade mame in tudi očete tam. 25, 30, 35, 40, 45 let jih gledam. Ma se mi smili, bom rekel, dejansko dobesedno gara, skoraj kaj ne umre za tistih 800, 1000 evrov, 700 evrov. Imaš pa tudi veliko takih, ki vse bolj si pri delu. Ampak eni in drugi imajo več ali manj se približno godi. In tudi sistem je tako narejen. Tudi če ga tistemu delavcu, recimo z 800 evrov plače, neto plače, za 200 evrov neto plače, kar je ogromno za delodajalca. Ker morate računati bruto od vaše strani. Najmanj krat 2 pomnožite ta znesek, to je na mesečnem oziroma letni nivoju ogromen strošek. Za tistega delavca, tih 200 evrov, veste na koncu, ko si bo črto potegnil ta delavec, ko mu je plača počila iz 800 na 1000 evrov, ne bo nič bistveno bolje živel, pa recimo, da ima enega pa 2 otroka, kot pa če ima 800 plače. Ker dejansko bo pa na drugi strani toliko manj dobil otroškega dodatka, toliko več bo moral za vrtec plačati, in če bo vse skupaj seštel, se mu enostavno ne splača. Se mi je bolano pozno dela, vidite tega, se mi je v zadnjih 2 letih, ker v zadnjih 2 letih gre Sloveniji malo boljše in potem tudi delodajalci normalni ljudem dajo stimulacije. Se mi je zgodilo na 4-5 primerih, da so me delodajalci klicali. Ja, delavec je prišel prositi, naj mu storniramo stimulacijo. Ja, ker je zelo racionalno, so si izračunali, da bodo padli višji dohodninski razred, da bodo padli vedno pa 2 višja razreda pri vrtcu in da dejansko bodo s tem, ko bodo dobili, ne vem, konc leta 800 ali pa 1000 evrov stimulacije, da bodo naslednje leto globoko v minusu. In zopet vas vprašam, a je delo vrednota v Sloveniji? Pa da ne bo kdo rekel, da zdaj sem se na tiste, na socialne grobo spravil. Zdaj pa skritiziral tudi tiste na desnici, skrajni, pa ne slovenski, ampak evropski. Veste, tudi, zopet se spomnite na tisto opico. Kaj mislite, koliko je poprečno delo obdavčeno v Sloveniji? Pa tudi v drugih evropskih državah, ki bi tudi vas nekaj izkušnje, ne idealiziramo. Tak, na palec. Od 40 do 50%. Vse skupaj s prispevki pa z dohodnino. Ja. Kaj mislite, koliko procentov pa plačujejo multinacionalke, svetovne pa evropske, na svoje prihodke, koliko davka plačujejo? 0,001 ali pa 0,002%. A je to normalno? A je delo vrednota? Oziroma, delo je vrednota. Ampak v praksi dejansko smo ga degradirali, da ni vrednota. Pa tudi bom rekel tukaj, evropska levica in desnica sta enako dvolični kinovski do tega, veste? Tudi gospod Juncker, on ni bil član Syrize. On je bil premier, ne vem, 20 let Luksemburga. Pa je Luksemburg, Irske je en večjih, ali pa največjih špilferderberjev, ki v Evropi omogočajo to, da dobijo multinacionalke 0,00002% davka, da morajo plačati od svojih milijard, ki jih po Evropi pokasirajo prihodkov. Mujo ali pa Janez v Revozu morate pa plačati 45% davka. A je to bazično pošteno? Ni bazično pošteno. Veste, dejansko, ko se neka kritična masa ljudi doume to in dejansko se začne upirati na tak tekst kot tista opica, ja potem tudi tista raziskovalka začne malo drugače, verjetno se razmišlja, kaj pa se obnaša glede tega. Sodelujejo pa pri temu, pri tej degradaciji dela vsi, veste, od sindikatov do kapitala, do tistih, ki so na socialni margini.
ni jim za promocijo dela. Zakaj pa dejansko tisti, ki hodijo v Revoz, pa v Gorenje ali pa v katerokoli drugo službo, ali pa bom rekel, ki delajo v domu starejših kot kuharice, strežnice, ali pa une na šaltarju, veste, se tiste tudi na šaltarju na upravni enoti, ko dobijo 600 evrov na mesec, one tudi niso gospe, ali pa 650 evrov, so tudi navadne mravljice, ko se vsak ima 5 minut časa zbruha na njih, pa jih popljuva. Kaj mislite, zakaj se pa ti je bolj glasno na glasi? Če tisti 6 evrov zgubi, ostane praktično brez možnosti za preživetje. To je služen lastniški sistem. Se to? Tako? Se to sem vam rekel. Dejansko smo v malo bolj finem služnem lastniškem sistemu. Pa veste kaj? Služen lastniški sistem v določenem obdobju tudi ni bil tako grozno nepravičen. Veste, ker je imel lastnik sužnjev, je imel pa tudi pravico oziroma dolžnost skrbeti za svoje sužnje. Ni smel karkoli z njimi delati. Ko je bilo pa pomanjkanje delovne sile, je imel pa še interes, da skrbi za svoje sužnje lepo. Danes pa dejansko je na nek način, kot ste rekli, dejansko sužnje lastniški sistem, po drugi strani mora pa vsak zase skrbeti. Pa ni nišče, ki ti bo to varovalko zagotavljal, pa bomo rekel, ustanovitelj eden od očetov Združenih držav, George Washington, sicer rekel, koliko je moralno pa versko oporečen, neoporečen, ne bom sodil pa razpravljal, on je bil tudi eden od sužnje lastnikov. Imel plantažo sužnje, ampak je bil en bolj takih razsvetljenih. In potem je pred svojo smrtjo jo naredil poroko, se je svoji ženi zapustil, ključno s sužnji, ampak s tem pogojem, da po ženini smrti vsi sužnji postanejo svobodni. In on je umrl, žena se je zelo nelagodno počutila. Prvič, ker se bi lahko kak sužen spomnil, da bi skrajšal njeno življenje, da se bi osvobodil. Drugi so se ji pa smili, pa je rekla, kaj pa, naj še zaživijo svobodno. Veste, kaj se s tistimi sužnji zgodilo? V bedi so še, umirali so še, bistveno slabše so živeli kot sužnji pri ostalih lastnikih. Pa se je zelo krivično suženstvo, ampak razumete, današnji čas je pa tudi po svoje zelo krivičen. In to je prav, da doumemo, da je krivičen in tudi rešitve. Rešitve so, rekel, vsak ne začne prvo pri sebi, pri svojih otrocih, pri svojih nečakih, pri svojih vnukih. Najprej tam spuca, potem pa tudi imaš neko legitimnost, da v družbi poveš, kako pa kaj želiš, da stvari funkcionirajo. Je varianta, veste, tisti, ki ni variante, to sem slišal en komentar, ni variante, jaz to pravim tako. Samo dve stvari so. Ali bodo, pa ne mislim na vas, na nekoga imaginarnega, ali bodo delo sprejeli kot vrednoto, ali bodo pa izumrli čez 1, 2 ali 3 rodove, pa jih več ne bo na tem svetu. Pa bojo nekdo drugi po teh dolinah pa poljih živel pa hodil. Veste, samo ena varianta je. Ali bodo to naredili, pa ali bodo imeli normalne družine, ali bodo imeli dovolj otrok, pa ali bo delo resnična vrednota za njih, ali jih, ali nas ne bo več čez 100 let tukaj. Zelo preprosto. Veste, to je kruta stvar, s katero se je treba soočiti in je treba tudi ljudem direktno povedati. Če ne boste imeli otrok pa vnukov, pa če ne boste prisvojili delovnih navad, bo ta rod izumrl. Kratko, jasno, jedrnato. Če je pa delo, bom zdaj povedal, če je pa delo užitek, zadovoljstvo, je pa še toliko lepše, če se dejansko čutiš s veseljem tisto, kar delaš, je pa še toliko boljše. Problem je, ker je družba toliko grozno krivična, bom rekel, do tistih, ki delajo, ker tudi dejansko da ljudje ti izčrpavajo, da ti prihajajo domov kot sunje, tudi ni normalno in ni prav. To je treba tudi reči. Tudi človek rabi počitek svoj. Rabi in delo, ko dela, nepridno dela, nemogljivo dela, nego mu delo vrednota in veselje, hkrati pa nema za to pošteno plačilo, tudi možnost poštenega
mojega počitka in tudi temu, da se družini posveča. Zdaj pa prosim naslednjih 15-20 minut za vprašanja, ki so se vam porodila ali pa misli, čeprav bi jo rešili do več vprašanj kot misli. Ja, evo, kar pogubimo na dan z besedo, to je že običajna praksa naših srečanj, tako da namenimo še par minut za kakšno misel, za kakšno debato. Že sem videla, da je predavam sami, da ste bili tako vrelo v vas od razmišljenja in tako naprej. Roboti bojo prišli in se bo delati, ko sem učili. Odlična tema, o tem upam se pogovoril. Veste kaj? Pametna tema